Pozdravljeni in dobrodošli v prispevku pred kvalifikacijami Velike nagrade Mehike. Kot ponavadi si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na dva poglavitna dela, kjer se bomo najprej ustavili pri tehničnih novostih ter zanimivosti. Nato v drugem delu bomo skušali razumeti pravo razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij. A začnimo s tistim, kar so ekipe novega pokazale prav tu na progi bratov Rodriguez. Kot običajno se bomo tudi tokrat oprli na tiste uradne dokumente, ki jih pripravlja FIA. In največ so tokrat pokazali pri Red Bullu. Imamo v bistvu dva sklopa novosti. Prvi sklop je tisti, ki nam kaže, kaj so pri Red Bullu novega pripravili prav zaradi specifik mehiške proge. Govorimo seveda o novih vstopnih in izstopnih režah na prednjih zavornih košarah in seveda na spremembe, kar se tiče tistih hladilnih škrg na samem pokrovu pogonskega sklopa. A ne smemo pozabiti, da pri Red Bullu so pokazali še nekaj drugega. Nove komponente samega dna. In seveda vidimo lahko, da pri ekipi iz Milton Keynesa še zmeraj delajo na razvoju bolida, ker verjamejo, da lahko Maxu uspe. Ampak vsi ti napori gredo verjetno na škodo bolida, ki se bo imenoval RB22. A videli bomo seveda, kako bodo uspešni. Pri ekipi Alpine so malce popravili tisti pokrov pogonskega sklopa, kjer so povečali enostavno pretok zraka. Pri skuderiji Ferrari smo tudi videli nekaj malega novosti in sicer pri skuderiji iz Maranella so popravili obliko hladilnih škrg, ki je bistveno drugačna od vsega drugega, kar smo videli na samem štartnem razporedu, in seveda napravili so manjše korekture tudi na samem zadku, na zadnjih zavornih košarah. Tudi pri ekipi Racing Bulls smo videli, da so rahlo spremenili tiste hladilne škrge na samem pokrovu in ne smemo pozabiti, da tudi zgornji del so nekoliko prilagodili razmeram v mehi. Pri ekipi Sauber lahko vidimo, da so v bistvu spremenili samo te izhodne reže na samem pokrovu pogonskega sklopa in podobno pri ekipi Williams, kjer vidimo seveda zopet drugačne hladilne škrge, ampak tokrat čisto nasprotje od onega, kar smo videli pri skuderiji Ferrari. Če ima Ferrari praktično izjemno visoke škrge in majhno število rež, je pri Williamsu zadeva obratna. A videli bomo na sami progi, seveda, kdo je imel boljše ideje. Kar se tiče samih novosti, je to vse. In kot zanimivost bi vam rad poudaril, da na prvem prostem treningu smo imeli kar 9 novincev, torej skorajda polovica nastopajočih je bilo tistih, ki jih običajno ne vidimo v svetovnem prvenstvu Formule 1. Po eni strani zadeva pohvalna, ampak po drugi, verjetno ste opazili, da edino ime, ki kaže neko perspektivo, da bi ga lahko videli naslednje leto v svetovnem prvenstvu Formule 1, je Arvid Lind.
Po športnem pravilniku morajo ekipe dati v sezoni praktično 4-krat svoj bolid enemu novincu, torej vozniku, ki še ni odpeljal 3 velikih nagrad, in tako pomagati seveda mlajšim generacijam pri vstopu v Formulo 1. Ampak vidimo lahko, pravzaprav s tem pravilom samo nekateri formalno zadostijo tem pogojem. Ali res kdo pričakuje, da bo na primer Antonio Fuoco kdaj vozil bolid Formule 1? Gre za neke vrste nagrado, ampak nič kaj takega, kar bi mladincem pomagalo priti v Formulo 1. A če pustimo sedaj to zanimivost, se lahko ozremo malce bolj podrobno na tisto, kar nam je pokazal prvi in drugi prosti trening, ter skušamo razumeti pravo razmerje sil. Najprej bi vas rad opozoril na nekaj. Običajno trdim, da rezultati prvega prostega treninga so irrelevantni. In sedaj bomo razumeli, zakaj tudi na veliki nagradi Mehike rezultat, ki ga bomo videli sedaj, ni preveč pravi pokazatelj. Namreč, verjetno ste opazili, da je Leclerc na prvem prostem treningu bil na vrhu s časom minute 18 sekund in 308 tisočink. Če zavrtimo film malce nazaj in si pogledamo, kaj se je zgodilo v lanskem letu, bomo ugotovili, da je George Russell na prvem prostem treningu dosegel čas minute 17 sekund in 998 tisočink. In če malce zaokrožimo, bomo takoj prišli do spoznanja, da je letos bil Leclerc počasnejši za slabe 4 desetinke od onega, kar je lani na prvem treningu pokazal Russell. Torej, rezultati so seveda zajemati bolj z rezervo. Ampak tu bi rad poudaril nekaj. Govorili smo, da smo videli 9 novincev. Vsi so se nekako zvrstili tam na dnu lestvice. Edini, ki je presenetil, Arvid Lindblad, ki je bil hitrejši od Yukija Tsunoda. Verjamem, da ga bomo morda videli celo naslednje leto v Formuli 1. Mene zadeva ne bi presenetila. A če se sedaj ozremo malce k drugemu prostemu treningu, ki je boljši pokazatelj, bomo zopet videli, da goli rezultat nam ne pove absolutno nič. Res, Max Verstappen je bil hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega lani. Letos je Max dosegel čas minute 17 sekund in 394 tisočink. Lani je bil Sainz na vrhu s časom minute 17 sekund in 699 tisočink. A treba je poudariti, da hitri krog Maxa Verstappena sploh ni bil popoln. Videli smo nekaj, imenujmo jih, manjših napak. In tu seveda sedaj lahko razmišljamo, kakšen potencial ima Red Bull na en sam hiter krog. Namreč tudi na drugem prostem treningu smo videli, da je bil Charles Leclerc visoko, ampak njegov čas na letošnjem drugem prostem treningu je bil primerljiv s tistim, ki ga je napravil Sainz lani, prav tako s Ferrarijem na tej progi. In če kdo ne verjame, da bodo vozniki šli bistveno hitreje na kvalifikacijah, bi rad poudaril nekaj. Najboljši štartni položaj je lani osvojil Carlos Sainz mlajši s Ferrarijem, ampak njegov čas je bil minuta 15 sekund in 946 tisočink. Torej, če malce zaokrožimo, je letos bil Max Verstappen na drugem prostem treningu približno sekundo in 4 desetinke počasnejši od lanskega pole position. A da bi bolje razumeli, kaj se je dogajalo na drugem prostem treningu, si moramo za trenutek ogledati ritem. Sicer v zadnjem briefingu vam povem one vrednosti,
ki so pomembne, ki nam dajo tisti pravi vpogled na ono, kar lahko pričakujemo na dirki, ampak tu bi rad pokazal nekaj drugega. Poglejte sedaj na drugem prostem treningu, kakšen ritem so držali, na primer pri McLarenu. Lando Norris je bil tik pod vrhom, medtem ko Oscar Piastri poražen 12. Ampak poglejte, kaj sta bila sposobna prikazati na pnevmatiki so. Ritem, ki je impresiven. Po drugi strani poglejte raztros časov pri Charlesu Leclercu. In verjamem, da mnogim ne bo jasno, kaj kaže ta graf. Seveda, črta, ki jo vidimo na sredi, je tista, ki nam kaže povprečje vseh krogov, medtem ko dolžina tiste barvnega stolpca nam kaže, na primer, najpočasnejši in najhitrejši krog. A imamo tudi drugačen grafični prikaz, ki je pridobljen iz malce drugačnega vira. Tu lahko vidimo, kako so prikazali vsak krog v stilu. In primerjajte, na primer, raztros pri Leclercu in Verstappenu. Oba sta imela približno enak dolg stint, oba sta uporabljala pnevmatiko medium. Ampak izgleda, vsaj tak je moj občutek, da so pri Ferrariju lovili bolj čas, ki bi jih postavil nekam na vrh lestvice, kot da bi se trudili nekako tu pripraviti dirko tako, kot je treba. In še zanimiv podatek. Iz drugega prostega treninga, mikrosektorji najboljši trend. Že dejstvo, da je Andrea Kimi Antonelli tako blizu Charlesu Leclercu, nam pove, da v bistvu znajo vsi iti bistveno hitreje. Ampak tu smo videli, na primer, kako je Max Verstappen na ravninah bistveno boljši od Ferrari. Ampak nekdo bo dejal, da je to posledica nastavitve, da ima Max Verstappen visoko končno hitrost. Niti ne. Če pogledamo ta drugi podatek, kjer rezultati za McLaren se mi zdijo močno napačni, bi lahko dejali, da je Ferrari tisti, ki zopet igra na karto visoke končne hitrosti. Le da na tistem mikrosektorju, ki je zavzel izjemno dolgo ravnino na progi bratov Rodriguez, tega nismo. Torej, da zaključim, kaj lahko pričakujemo od kvalifikacij. Maxa Verstappena tam pri vrhu sam ne bi izključil obeh McLaren. Skrivajo se in seveda Oscar Piastri ni napravil enega čistega, hitrega kroga. Tako da tudi tu moramo biti malce pozorni. Na to imamo priložnost, po mojem mnenju, videti Ferrari. Ampak, če bi Leclercu uspelo se prebiti v prvo štartno vrsto, bi izjemno zakompliciral življenje tistim, ki bodo za njim. A mislim, da tretje, četrto mesto je bolj verjetno. Tu bi rad dodal, da tudi Mercedes ne kaže tako slabe forme, čeprav ne bi bil preveč optimističen. Videli smo, ne smemo pozabiti, tudi dobre predstave tako strani Aston Martina, kot presenetljivo zopet Williamsa, v katerem smo mislili, da bo v zaključku sezone imel, kar se tiče rezultatov, dobesedno prosti pad, kajti bili so prva ekipa, ki je ustavila razvoj letošnjega bolida. Ampak vidimo, da pravzaprav so material, ki ga imajo na voljo, dodelali do skrajnosti. In upam, da bodo tokrat imeli malce več sreče, da bodo domov prinesli vsaj neko spodobno število točk. A o tem bomo bolj podrobno govorili v našem zadnjem briefingu. Upam, da sem nekako nakazal, kaj lahko pričakujemo od prihajajočih kvalifikacij. Pa za danes je to vse.
Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.